Zanimivo, koliko vas je takih, ki vas je zelo zmotilo, ki sem malo čez Avstrijce rekel. Zgleda, da ste nekateri razočarani, ki ni v drugi svetovni vojni zmagal z Brkcem, pa bi lepo bili mi pod Avstrijo, pa bi bili vi bolj zadovoljni, kakor ste zdaj, ki je Slovenija samostojna. Drugač, verjamem jaz, da je Avstrija lepa dežela, ampak glejte, mene so razočarali, tako da ne rečem, da ne bom še kdaj šel, ampak se bom pa izogibal na vse pretege, če ne bo nujno, ne bom šel. Če bo kaj nujenega, mogoče kakšna res posebna ferata, ki imajo dobre ferate, ampak drugače pa, lejte, v Avstrijo, če se le da, nikoli več. In mi omenjate jugo. V jugi so stvari veliko bolj označene, kot v Avstriji. Tle, če ste dobro pogledali video, se nisi mogel vedeti, a lahko greš ti z avtom ali ne smeš iti. Znak, kjer piše, znak za prepovedan promet, kjer piše cestnina. Kaj zdaj to pomeni? Še malo naprej, pa znak, čisto za prepovedan promet. Sicer moram reči, da je bil 2 metra stran od ceste, tako da ne moreš vedeti, a velja ali ne velja, ne. Zdaj, v drugi državi, taki kot Avstrija, ki so ljudje zajebani, se tudi bojiš, te bo kakšen policaj dobil, pa te bo kaznoval, kot budalo. Me je pred 20 letem me je ustavil na avtocesti samo zato, ker sem v slovensko registracijo pa zaračunal eno kazen, ki sploh ni obstajala. Tako da, čist po balkansko. Res, da je bilo tudi 20 let nazaj, tako da, lejte, mene Avstrija ni prepričala in težko me bo kdo prepričal, da so v Avstriji fajn ljudje, oziroma tle, ki sem bil jaz, niso bili fajn ljudje. Dober, rečemo res, da je eden bil, ki je bil malo zagoveden, to ne pomeni še, da so vsi, to je res, ampak bolj kot nad tistim človekom sem bil razočaran nad označbo, da ne morejo normalno označiti, kako prideti do gor, pa kako je s tem cestninam, pa tako naprej. Kaj pa vi mislite, ljudje, napišite v komentar, da si pa cel video pogledate, imate pa tle link.